Profesor dr. Jurak, lepo zdrav, Grega. Zdrav. Smo se dogovorili, da se matikala, ne? Smo tu generacija. Ugotavljamo, da smo zelo blisno. Debata je že zelo pestra, malce napeta na momente, takoj v ogrevanju. Ampak vseeno, midva smo rekla, da bomo se pogovarjala danes predvsem o športno-vzgojnem kartonu, pa še potem bomo navezala, se pravi, vse te rezultate na širšo populacijo, pa je potem zgrnala mogoče nazaj v nogomet. Zdaj, da te tako v štartu naš slogan oddaje je, se pravi, nogomet je veliko več kot le zmaga ali poraz, ne? Verjetno glede na to, da ti si bolj iz plavalskih vod, ali si zdaj razširil svoje znanje še na vse ostalo? Že prej sem razširil, jaz še vedno rad plavam, ampak se ukvarjam z marsičem. Se pravi, šport je veliko več kot le zmaga ali poraz? Definitivno. To je samo en del igre, če temu tako rečemo. Nekje so določeni športi, ki sploh nimajo tako rekoč zmage in poraza. Če rečemo, ženske se ukvarjajo z pametnimi športi, bi jaz rekel. Kje so ti pametni športi? Ja, recimo neke vadbe vodene, aerobne ali pa za moč. Ne? Če ti vadiš to vadbo, se ne ukvarjaš z zmago in porazom, pač premaguješ samega sebe, če temu tako rečemo, koliko zmoreš, uživaš v vadbi, včasih tudi ne uživaš, delaš za nek drug cilj. Tako da človek je pol na koncu eno toliko, kako bi rekel, inovativen, da za vsako tako idejo najde potem tudi tekmovanje. Ne, to je paradigma, ki jo zlasti moški razmišljamo v tej smeri, medtem ko je treba razumeti, da ženske sploh ni nujno, da jim je resnično, nekatere punce ne želijo tekmovati, one želijo sodelovati, želijo se imeti fino, nikakor pa se ne želijo primerjati in tekmovati, tako da to je treba premagati, to logiko razmišljanja. Aha, ok. Letošnji športno-vzgojni karton je zaključen. Jaz sem sicer z dr. Starcem dost v navezi v zadnjih letih. Midva nismo bila kaj veliko, razen ko sem prihajal na tale Slow Fit, ne. Si ti letos bolj zadovoljen z rezultati, manj zadovoljen z rezultati? Kam grejo naši rezultati športno-vzgojnega kartona? Če bi bil v bistvu samo všečen, bi rekel, da sem ful zadovoljen, ker so točno tako, kar so napovedovali, ampak iz vidika kakor smo napovedovali. In to je, da se rezultati niso zboljšali, ker nismo uspeli ustreznih intervencij, se pravi, da smo imeli prav. Ampak jaz ne morem biti zadovoljen s tem, da smo imeli prav, ne? Ker me bolj skrbi za otroke. Problem je ta, da brez resne intervencije mi pač ne bomo zboljšali stanja oziroma prišli na njega takšno, kot je bilo pred korono. Mi, otroci so zdaj v 2 letih, odkar nismo več toliko obsedeni s korono, so dvignali rezultate, vendar zdaj so pa ti rezultati zastali in bodo počasi lezli, ampak smo še daleč od tistih pred korono. To se je treba zavedati, ne? In ne razumemo v bistvu odločevalcev, da niso povzeli nekih mer, oziroma lahko jih razumemo, lahko poslušamo njihove argumente. Dejstvo pa je, da smo recimo zdaj spustili 2 generaciji otrok, tisti, ki so šli iz srednje šole, to so dijaki, ki imajo 15% nižjo zmogljivost kot pa generacije pred njimi. In zdaj na te generacije mi polagamo upe, da bojo kaj delali, da bojo večjo dodano vrednost gospodarstvu naredili. S čim? Se nimajo zmogljivosti. To je tako, da bi rekel, da bo en avto, ki je na elektriko in ima baterijo, dosega 350 km, pač bo imel 15% manj, to pomeni, da bo naredil manj kot 300 km zdaj, ne? Se pravi, zdaj, če se mi da tako pogovarjamo, jaz imam dostkrat občutek, da ljudje mogoče ne razumejo, kar ti zdaj govoriš. Se pravi, da imajo v bistvu tvoje gibalne sposobnosti, športna aktivnost, ima vpliv na to, koliko si ti sposoben potem delati tudi v neki proizvodnji ali kot inženir ali kakor. Absolutno. Zanimiva anekdota, ki nam je povedal profesor Strel, je ta, da takrat, ko so začeli izdelovati za dotikanje plošč z roko, to mersko napravo, ne, tapping, so šli v takrat veliko tovarno Iskro Števci in so jim povedali, kakšno napravo želijo, in so jim to napravo izdelali. In potem je direktor v bistvu rekel,
a veste, mi pa zdaj to napravo uporabljamo zato, da kategoriziramo naše delavce, da vidimo, kateri so sposobni hitro delati z tekočim trakom, ker smo opazili, da tisti, ki so boljši v tej lastnosti, so bolj spretni, so hitrejši in da so potem v bistvu še celo šli v to, da so začeli razmišljati tudi o treningu nekaterih gibalnih sposobnosti. Ok, to je bilo res delo za tekočim trakom, kar je bolj banalna zadevanje, danes ni več, ampak ravno ta test, ki sem ga zdaj omenil, dotikanje plošč z roko, je izjemno povezan z kognitivnim delovanjem, ker tudi dejansko meri nevromišično funkcionalnost. In znanstvene raziskave tako na makro kot mikroravni kažejo, kako je pomembna zmogljivost za delovanje. Če razložim dva mehanizma, eden je recimo za tem, ko smo mi gibalno dejavni in sicer to mora biti najmanj 20 minut aerobne recimo neke dejavnosti, se pri nas začne v možganih v bistvu tvoriti ena beljakovina BDNP, ki je izjemno pomembna za rast živčnih celic in pa obnavljanje teh živčnih celic se bistveno poveča ta koncentracija. Poleg tega je prekrvavljenost možganov bistveno boljša. In že 20-minutna gibalna dejavnost omogoči, da smo mi bolj osredotočeni na neke miselne naloge. In to je bilo dokazano z slikanjem možganov pri njihovem delovanju. Poleg tega je pa treba vedeti, da so pa raziskovalci recimo ugotovili, da tudi tisti, ki so pa telesno bolj zmogljivi, imajo večje možgane in imajo zaradi tega večje kapacitete tudi za kognitivno delovanje. Potem je pa še en mehanizem, ta je pa temu prvemu bi lahko rekli, da je učinek nekega, kot bi rekel, hardvera, nekega strojne opreme, drugi je pa učinek programske opreme. Ta je pa ta, da z gibanjem mi ustvarjamo motorične programe, to smo se difoci tudi učili, in za to, da avtomatiziraš ti giba, ne rabiš 10.000 in več ponovitev in tako naprej. In kaj dejansko pomeni motorični program? Motorični program pomeni, da živčne celice se med seboj povezujejo, ta povezava se imenuje sinapsa in ključna zadeva pri motoričnem programu je, kako hitro pretaka se signal iz ene živčne celice na drugo in potem na motorično ploščo, to pa pomeni tam, kjer so živčne celice povezane z mišičjem. In zdaj, bolj ko imamo mi razdelane te poti, hitreje gre ta signal, ampak največja zanimivost pa je, da lahko te iste programe mi koristimo tudi za reševanje kognitivnih, se pravi miselnih nalog. In z tega vidika zato se je razvil tudi koncept gibalno dejavnega poučevanja, se pravi matematike, z delom tudi nekih gibalnih nalog, zato ker lahko hitreje nekdo preko teh povezav rešuje tudi naloge. Zdaj si zelo veliko stvari povedal. Prvo vprašanje, ko se mi je pojavilo je, a v tem času, ko ti govoriš, se pravi, moramo biti mi gibalno aktivni, a je pomembno, kako gibalno mi aktivnost izvajamo. Kot primer rečemo, v eni od prejšnjih oddaj je bil dr. Ajevič in je rekel, otroci ne znajo skakati sonožno nazaj, lahko pričakujemo, da ne bojo znali odštevati. Tako je, zaradi tega, ker so to naloge, v bistvu eno je tisto, kar sem rekel, tisti efekt, ki sem ga prej v povezavi z to beljakovino BDNP, ta je povezan z aerobnim udejstvovanjem. Ampak drugače so pa naloge koordinacijskega tipa tiste, ki so recimo zelo zanimive, da bi jih izvajal hkrati tudi ob nekih drugih miselnih nalogah. In v finski šoli recimo že imajo tako tudi omogočeno, da otroci delajo koordinacijsko nalogo in hkrati recimo osvajajo neko berilo. Zaradi tega, ker skušajo spodbuditi tudi te centre. Tako da je seveda pomembno. In recimo koordinacija je sploh ena takšnih stvari, ki je zelo pomembna za tako imenovano gibalno inteligentnost, skupaj z močjo, gibljivostjo, vzdržljivostjo in ta element, pa tudi eksplozivno močjo, je zanemarjen, preveč zanemarjen. Recimo tudi, če se bo kasneje dotaknila pri nogometaših. Tega dela se najbolj veseliš. Ok, pa če zdaj pogledamo, se pravi, ti praviš 15% so slabši, kot so bili pred časom korone, v zadnjem letu, kljub temu, da smo se recimo vrnili v neko normalno življenje.
kaj so bili v bistvu sploh ti predlogi, ki je, ne vem, tvoja delovna skupina predlagala, komu in kje je največji problem, da se, ne vem, zadeve ne izpeljejo. Ker če gledamo tako, ne, to se pač zdaj, jaz verjetno v malo vdajah tudi ponavljam, mi kot otroci nismo imeli težav, ne, se pravi, ker smo večino časa pač počeli stvari zunaj. A smo se igrali, a smo se lovili, a smo se skrivali, a smo plezali, a smo, ne vem, pač. Ja, sam se ni treba slepiti. Težave so se začele že leta 2000, zlasti pri fantih. Med letom 2000 in 2010 smo opazili izjemen upad zlasti moči rok in ramenskega obroča in pa vzdržljivosti pri fantih. In takrat smo zagnali Vik in Krik in smo šli v bistvu potem v program Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah leta 2011. In mi smo dokazali z tem programom, da se ful da narediti. Da že 1 ura. Ni bila 1 ura, v bistvu je bilo tako, da sta bile 2 do 3 ure, se pravi vsak dan je bila neka kakovostno vodena ura športne vzgoje. Se pravi, tam v prvih 6 razredih, ko imamo obvezno 3 ure, sta bile dodane 2 ure in v zadnjem triletju so lahko bile dodane tudi več. Ne? Je pa res, da v zadnjem triletju mnogi otroci izberejo kot 3. uro tudi izbirni predmet šport. No in zdaj mi tudi rabimo nekaj časa, da neke stvari analiziramo in ravno v letošnjem letu smo objavili naše izsledke, ko smo ugotovili, da je dejansko ta hip najbolj učinkovit intervencijski program na svetu. Nikjer niso beležili takšnih učinkov, kot smo jih mi, če gledamo z vidika telesne zmogljivosti in pa tudi zniževanje debelosti. Jaz nisem niti presenečen, zakaj ne? Zaradi tega, ker mi imamo ful dobre športne pedagoge. V primerjavi z tujino so naši ljudje izjemno kompetentni. Treba je vedeti. V bistvu imamo zelo dobro fakulteto za šport, ne? Verjetno. Imamo tudi, je pa treba vedeti, da gre tu za sistemsko zadevo. Mi imamo v bistvu specializacijo zdaj celo 5 let za to, da si športni pedagog, medtem ko v večini drugih držav gre samo za 2 leti. Se pravi, narediš master iz športne vzgoje, tiste 2 leti in to je to. A ne? Poleg tega, da imajo še marsikje dvopredmetni študij, recimo, kar je vezan zlasti na primary school, ki je pri nas, bi rekel, razredna stopnja. Ne? No in zdaj, če greva nazaj na to razmišljanje okrog, kaj smo mi predlagali, mi smo predlagali takoj ponovno uvedbo zdravega življenjskega sloga, če pa vemo, kako se stvari streže. Ne? In kje se je zdaj zataknili? Zataknili se je dejansko, da takrat, ko smo mi končali z zdravim življenjskim slogom, to je bilo leta 2017-18, šolskem letu, mi nismo uspeli prenesti tega v sistem. Takrat je bilo razmišljanje, ok, ta program je bil uspešen, kako bi zdaj to transformirali, da bi bilo 5 ur športne vzgoje sistemizirano in tako naprej. Takrat je bila pol ideja, kako bi zdaj mi prišli do tega, namreč v šolski zakonodaji imamo mi tako imenovan zakon o poskusih, ki se izvaja v izobraževanju in ta intervencija, ker je bila preko evropskih sredstev, ni bila po tem zakonu o poskusih narejena. Takrat se je pa začela razmišljati istočasno o razširjenem programu osnovne šole, ki bi naj vseboval zgodno poučevanje tujega jezika, pa nekako naredil v paket spravo tudi vse, kar se dogaja pred poukom, se pravi jutranje varstvo, popoldansko varstvo in tako naprej. In v ta rab se je potem zapakiral tudi zdrav življenjski slog, vendar pod drugačnim načinom. In sicer znotraj zdravega življenjskega sloga je bila tudi ena zelo pomembna paradigma in sicer ta, da se da ravnatelju avtonomija, da bo nekako lahko uravnavo, reguliral delovno obveznost vseh učiteljev in z tega vidika je lahko on napotil v ta rab kogarkoli je hotel za katerekoli vsebine z izjemo poučevanja tujih jezikov. In se je zgodilo tudi to, da so sicer bili zaposleni nekateri pedagogi ali pa večina njih, ki so bili prej v zdravem življenjskem slogu tudi potem naprej, vendar pa ni nujno, da so poučevali potem vsebine tega stebra, ki je bil zdravje in gibanje. In tudi ta steber ni imel tako jasno določene poti, kot jo je imel zdrav življenjski slog. Se ukvarja še z nekaterimi drugimi stvarmi, prehrano, pa v bistvu nima natančno določen tudi, da bi se spremljali učinkovitost, da bi rekli, dajmo mi pogledati, kje smo bili na začetku leta z
recimo zmogljivosti, pa pogledamo, kje smo na koncu leta zmogljivosti, pa na podlagi tega dajmo si naliti čistega vina, kaj smo mi sploh naredili s tem programom. Ne? In mi smo na to opozarjali, ker smo takoj videli, da so šole, ki so šle v ta poskus, niso dosegale učinkov, kot bi jih morale. Vendar Zavod za šolstvo je v bistvu ves čas se z tega vidika delo malo gluhega. Potem, ko smo bili ko smo ropotali, so rekli, ja, sej ni namen tukaj, da bi zdaj gledali storilnost namreč nam učitajo. V naši skupini ves čas storilnost učitajo, kar je v bistvu tako simptomatično. Zato, ker mi ne govorimo o storilnosti, ampak mi samo želimo, da dokaze gledamo, kakšni so učinki. Da ne moramo mi, recimo ta intervencija RAP je bila spremljena z tem, da so ravnatelji šole odgovarjali, ali so izvajali vsak dan gibanje ali ne. In ravnatelj je odgovoril, smo izvajali in program je uspešen. Ne? Ampak ta program lahko praktično potem kdorkoli izvaja. To je največji problem. Ne? Drži, pa poleg tega je še en vidik ta, da so tam seveda skupine takšne, kot so v razredu 28. Mi imamo pa pri pouku športne vzgoje seveda normativ 20, ko govorimo o predmetni stopni. Pa ločene. Ja, in zdaj, če govorimo, tu celo je lahko izvajal en učitelj geografije, ki nič ne ve o gibanju, ne samo razredna učiteljica, ki ima določena znanja, kompetence, vendar jih ima seveda bistveno manj kot športni pedagog. Ne. Nam je bilo zagotovljeno, zdaj v zadnjih pogovorih, ki smo jih imeli na ministrstvu, da bi se naj to spremenilo. In smo bili prepričani, da se pogovarjamo, da bi se naj spremenili že z prihajajočim šolskim letom, ki bo. Vendar so potem tudi na eni novinarski konferenci rekli, da s prihajajočim šolskim letom še ne. Ampak da, ko bo šlo pa z redno vpeljavo, namreč zdaj je RAP ponovno podaljšan za 1 leto, že vmes je bil podaljšvan zaradi COVID-a, upamo, da bi res prišlo do tega in potem bi morebiti to bila ustrezna rešitev, če bomo uspeli anomalije RAP-a odpraviti. S tem, da bo izvajali te ure športni pedagogi. Pa, to je očitek, ki nam ga dajejo v bistvu z drugih strani, češ da ščitimo samo naš foh. Ampak in zaradi tega smo mi tudi rekli, mi smo pripravljeni se pogovarjati o kompetentnosti, ne o tem, zdaj pa mora to izvajati športni pedagog. Naše izhodišče je super, če bojo tudi drugi učitelji imeli ustrezna znanja in za umestitev gibanja v šolski prostor mi tako in tako rabimo, da vsi učitelji nekaj vejo o tem. Seveda, poučevati pouka športne vzgoje pa ne morejo vsi. In smo zastavili zdaj tudi to pot, dajmo mi usposobiti določene učitelje, ki imajo že kompetence, da imajo še več znanja in da lahko vstopijo tudi v ta RAP. Naprimer, če je razredna učiteljica, ki ima afiniteto do športa, pa je mogoče še celo trenerka, ne vem, ali pa gorska vodnica in tako naprej. Super, to je super učitelj, na katerega se lahko naslonimo in dajmo mu dodati neka znanja še in lahko potem ustrezno vodi tudi neko skupino znotraj šole. Ne? Tako da nismo zato, da se zdaj zapiramo, samo športni pedagogi, sploh kar je vezan na interesni program, ker treba je vedeti, da to bo znotraj RAP-a še vedno interesni program. A hkrati se mi zavzemamo, ravno v četrtek je zdaj razprava o predmetniku, kar je za nas izjemno nepravilen pristop, zato ker mi se pogovarjamo o predmetniku, nismo se pa pogovarjali o osnovnih izhodiščih šolskega sistema. Ne? No, če grem na to, v bistvu tam, kadar je pa govora o pouku športne vzgoje, pa o umestitvi pouka športne vzgoje, je pa naše izhodišče, da ko govorimo o prihodnem izobraževalnem sistemu, se bomo borili za to, da je ura športne vzgoje vsak dan na programu, vsaj v osnovni šoli. V srednji šoli bo organizacijsko to nekoliko zahtevne, ampak mogoče povem, kakšne imamo tam ideje kasneje. Če pa imamo mi dovolj kadra, da bo lahko to, Ful dobro vprašanje. Da bo to lahko izvajal? Ful dobro vprašanje. Mi ta hip imamo resne težave s kadrom. To je en od resnih problemov, s katerim se soočamo. Mi smo že naša skupina tudi predlagali tudi povečan vpis pri nas na program športne vzgoje. Ideja, ki pa je,
ki je vezan tudi ravno na interesni program, kjer ni pouk športne vzgoje, je, da se vključuje tudi kader, ki ima neke kompetence, recimo trenerji, kineziologi. Se to sem hotel vprašati, če bi lahko bilo tu pol nek prehodno obdobje, da bi oni lahko že začeli, pa se došolali v tem času. Mi absolutno imamo do izobraževanja že dorečeno. Ja. No, zdaj si me sprovociral do naslednjega projekta. Mislim, seveda razmišljamo okrog tega. Recimo zdaj snujemo en pilotni projekt, ki bi evropska sredstva izkoristili z ministrstvom skupaj. Delovno ime je Zmigaj za dijake. To je najbolj kritična populacija. Mi se pogovarjamo tule, pa niti nimamo dobre stike v dijakih. Oni so pa ga res nastradali. Ker tam imamo pa točno zelo 3 segmente. Gimnazijci, srednje strokovne in tehniške, poklicni. Poklicni so, to so res bogi dijaki. Oni so, če pogledamo absolutno, fant dijak poklicnih programov je šibkejši v vseh testih kot gimnazika. In on bo šel delati, to je lahko gradbeni delavec tam, lahko je prodajalec, frizer in tako naprej, delo bo telesno zahtevne poklice, a že zdaj je skoraj na bolniški, tako rekoč. Ne? In ne naredimo nič za njihovo blagostanje, zdravje in tako naprej. In to ves čas opozarjamo. No, in ideja tega projekta Zmigaj pa je, mi vemo, da pri osnovnošolcih je zadeva bistveno bolj enostavna. Mi točno vemo z naše znanosti kineziologije, kako pristopiti. Se pravi, koliko mora biti obseg vadbe, ponovitve, kire vsebine in tako naprej. In osnovnošolci nam sledijo, ko jim to rečemo. Najstniki so povsem druga populacija. Mi jim lahko govorimo, pa se bojo požvižgali na to. Se pravi, v bistvu zdaj pri najstnikih pa razmišljamo o tem, da bomo skupaj z njimi soustvarili te programe. Da se bomo skušali uživeti, temu se reče co-design, soustvarjanje, uživeti v njihovo kožo in da bojo oni zraven soustvarili vsebine tega programa. To govorimo o zunajkurikularnem programu, da bojo vzeli to za svoje in da bojo potem gibalno dejavni. In to bo naloga tudi teh, ki bojo to delali, in tu vidimo tudi kineziologe. Ker oni imajo manj didaktičnih znanj, ki so zelo pomembna za nižjimi starostnimi skupinami, imajo pa poglobljena znanja v bistvu za neke kronična stanja, zdravstvena in tako naprej, in tam so pa močni in menimo, da bi za nekim doizobraževanjem, ki bi bilo vključen v ta program, se pravi, da bi ti dobili to vrstno znanje še zraven, tudi neka didaktična, bi lahko te stvari delali. To zdaj, kar ste ga rekel, meni je zelo zanimivo, ko gledam te srednje šolce. So zelo usmerjeni, v fitness, pa v nek izgled, pa zelo pozabljajo neke aerobno, pa mogoče tudi na gibljivosti, pa še na čem drugem, pa zelo osko specializirano. Se pravi, če je nek šport, da bi pa zdaj mi delali razpršeno, veliko znanja, da bi iskali, imaš pa zelo veliko težav z njimi. Ja, sej, pa nekateri pa tudi niso za fitness, pa bi mogoče najdel nek drug princip. Tu imamo tudi idejo, ko smo jo zaštartali, pa nismo še naprej nadgrajevali, projekt, ko je imenovan Hudo dobre igre. Tu gre za tako imenovane burner games. To pomeni, da recimo te mladostniki po kakršnikoli poti, recimo da jih tudi vleče neka računalniška igrica, naredijo gibalno dejavno igro. Ali da se ciljajo z žogami in tako naprej, in da pod tutorstvom recimo učitelja naredijo, da bo to dovolj varna zadeva, tudi adrenalinska, koliko je pač lahko, in oni potem padejo noter v tisto zadevo in so lahko gibalno dejavni, hkrati pa potem začneš ti za neko edukacijo z vidika gibalne pismenosti. Kaj je pa zdaj potrebno, da boš ti zadev posameznika? Zakaj tvoj met ni natančen? Zakaj ni letela žoga toliko daleč? Dajmo razmisliti. Kaj pa moramo mi zdaj to vaditi, da bomo to naredili? In tu pridemo potem do telesne zmogljivosti in tako naprej. Da skušamo iti po obratni poti. Da se vrnemo nazaj mogoče na športno vzgojeni karton, verjetno se ima tu nekje znotraj vrtela vsega skupaj. Vmes je omenil, se pravi 2000 se je začel upad prvi. Mene je zanimivo, da tvoj kolega Gregor Starc mi je dal informacijo, 2010 se je prvi zgodilo, da so bile dekleta bolj gibalno aktivna kot pa fantje. Vmes pač ves čas počasi narašča predvsem
prekomerna teža, da nam rekel debelost, ko pa so vsi jezni. Ne, debelost je čisto v redu izraz. Govorimo o prvi triadi, z korono gre pa to ekstremno gor. Ampak meni je bilo že pred leti vprašanje je bilo, a imamo mi, da mogoče tu začnemo, pa pol gremo iz tega ven, a imamo mi kak standard, ki ga mi želimo dosegati v naši slovenski populaciji, ali mi samo vsako leto obdelamo podatke in potem gremo v neko, se pravi, povprečje slovenske populacije. Ne, obstajajo cilji, ki so tudi zapisani. Ministrstvo za zdravje je naredilo strategijo prehranjevanja in telesne dejavnosti, kjer ima prehranjevanje 7 poglavij, telesna dejavnost pa eno poglavje. Tako da si lahko predstavljaš, koliko je to pomembno. Ne, mislim sem konkretno zdaj na moj SlowFit, ne, SlowFit aplikacija, kjer jo imam. Ne, mi naših, da bi imeli mi, kot da bi rekli cilj, nismo napisali, ampak znotraj, hočem povedati, znotraj te strategije so pa seveda recimo neki cilji znižati debelost za 30% in tako naprej. Ne. Mi trenutno recimo v populaciji imamo 4-5% debelih otrok, ne, pa pol še preddebelih oziroma te, ko v angleščini reče overweight, imamo še večji delež. Ampak v bistvu je zelo pomembno, kadar se pogovarjamo o tem, da mi vemo za delež, da ne gledamo samo te odstotke. Recimo, ker znotraj teh so še tako imenovani, ki so pa v angleščini se reče severe obese, to pomeni, ki so izjemno debeli. Te so izjemno tvegani. To so otroci, ki, če bi jih prevedel v odrasle, ker je treba vedeti, da indeks telesne mase pri otrocih pa pri odraslih ni enak. Ne. Pri odraslih imamo recimo za debelega človeka nad 30, za severe obese je pa v bistvu nad 35, ne. Za overweight je pa 25. To je ekvivalent, recimo pri enem pol, ko je mlajši otrok, ko je to 12-letnik, seveda on nima 25 za overweight, zato ker so proporcije drugačni in imamo recimo je to že 22. Ne? To hočem povedati, da je treba pri otrocih to drugače gledati, zato imamo mi te krivulje, ker ne smemo gledati ITM, ampak moramo gledati po teh krivuljah, kam sodi v to kategorijo prehranjenosti. Ne? No in mi si seveda želimo, da bi čim manjši delež bil debelih, se pravi, da najprej spravimo debele v preddebele in da tiste, ki so severe obese, se pravi zelo debele, spravimo najprej v debele. In tako je treba tudi razvojno gledati. Se pravi, če se bo nam zmanjševal delež debelih na račun prekomerno prehranjenih, je ok. Če se pa nam povečuje prekomerno prehranjeni na račun tega, da so šli iz običajno prehranjenih, imamo pa težavo. Zato, ker je treba tudi največja napaka pri posamezniku, ne vem, če si bral, tudi je ravno ena japonska ta influencerka umrla na enem kempu, deklica. Ja, ker je hotela na vsak način za svojim zgledom pokazati, kako lahko nekdo shujša in je šla v ekstremno v bistvu hujšanje. To je ful napaka. V koliko času recimo nekdo pridobi 10 kil? Ko je? Ne, kakorkoli pridobi 10 kil. Recimo, da zdaj gledamo odraslega, ker otroci tako in tako pridobivajo, ko rastejo. Pa tako, se pravi, če gledam fitness, verjetno se da tam... Ne, koliko pridobi? V koliko času jaz pridobim lahko 10 kil? Recimo, da sem jaz težek 90 kil, koliko časa bom rabo, da bom prišel na 100 kil z nekim, rečemo, slabim življenjskim slogom. Ja, ne pol leta. Ja, ali pa eno leto. Ali pa eno leto, ne? To pomeni recimo kila, to pomeni kila na en mesec, ne? Ja. In enaka je pot nazaj. Ne moreš ti delati takih skokov, da boš zdaj pa hotel 10 kil pa zgubiti v enem mesecu. To je telo trpi. Ne, se tudi adaptacija, ko ti se zrediš, se ne zrediš čez noč za 10 kil, ne? Nekaj traja. Ja, nekaj časa traja. Se tudi zaradi tega potem se začne vpliv na sklepe in tako naprej, ne? In je treba tu enako gledati. Tudi mi kot strokovnjaki moramo gledati, da se stvari ne dogajajo čez noč. Isto gibalna sposobnost se zgradi čez daljši čas. To ni iz danes na jutri in moramo biti z tega vidika potrpežljivi. In vse, kar se zgodi prehitro, ima potem lahko stranske poti.
poškodbe. S tem, da zdaj, jaz malo bom skočil še v eno drugo zadevo zraven. Zdaj, ko jaz gledam v šoli, glede na to, da delam, ne, ko dobim jaz otroka, pa bom imel prekomerno težo, po moje v 90, če ne v 95% bo tudi starš prekomerno težek. Zdaj, mene zanima, a ta slow fit odrasli, ki se ga zdaj tudi zelo promovira, ne, jaz mislim, da premalo, ampak okej. Večkrat še vedno vidimo, ne vem, zrezke, pa perutničke, pa pečene na TV-ju, ko pa ne vem, da bi bilo treba narediti 2 kroga okrog hiše. A je to ena ideja, da se te starše tudi povabi v neko gibanje, ker če bomo mi domače okolje spremenili, lahko računamo, da se bo tudi mogoče spreminjal pol tudi na mlajše generacije. Gospod Križaj, ne, Jožef, je delal ravno raziskavo sicer na nogometaših, iz kakih družin prihajajo otroci, reprezentanti v nogometu. Ne. In je pač bilo tako, da zelo je izhajalo, kakšna je družina, potem lahko pričakujemo tudi, da bo potem otrok, se pravi, če ata igral nogomet, pa če potem sin igral nogomet in je potem nadgrajeval, rečemo to, znanje. Zdaj, a je kakšna varianta, da se te starše tudi pridobi zraven, da bi potem skupno kot družina delovali, ali misliš, da je to to je zelo daleč? Ne, sploh ni daleč. Mi smo skupaj z NIJZ-em razvili družinsko obravnavo debelosti. In znotraj CKZ, to je Centrov za krepitev zdravja, ta obravnava že poteka. Vodijo pediatr v sodelovanju z kineziologom, dietetikom, psihologom kliničnim, medicinsko-sestrim in fizioterapeutom. In so vključeni dejansko starši in otrok. Zdaj, problem je, da starši resnično so manj pripravljeni za spremembo življenjskega sloga. Jaz sem tudi v programskem svetu tako imenovanega tega preventivnega programa Zdaj, ki se ukvarja ravno s tem. In se pravi, začeli smo z 24 temi CKZ-ji, zdaj bo še na novih, mislim, 12 v Sloveniji. Tako da tu je slow fit orodje, ki omogoča ravno povezovanje. Zato, ker starš lahko da vpogled pediatru, lahko da tudi kineziologu in kineziolog in športni pedagog lahko potem naredita skupaj program za tega otroka in za njegove starše. Kdo pa pozove te starše? Ja, tukaj v tem primeru, ko je CKZ pediater, zdravnik in presajanje poteka dejansko preko rednih obdobnih pač sistematičnih pregledov. Ker jaz to prvič slišim, da to obstaja. Ampak to obstaja, to smo naredili zdaj v zadnjih 2 letih. In pediater ugotovi ne samo, da je nekdo, ni presajanje sam na podlagi debelosti, to smo uspeli povedati, tudi zdravnikom in se strinjajo, razumejo, da so problematični tudi otroci z nizko telesno zmogljivostjo. Se pravi, mi lahko imamo otroka, ki ne bo imel debelosti, ampak je slabo zmogljiv in ti imajo dejansko še večje zdravstveno tveganje. Zato, ker prikrivajo in to smo ugotovili tudi zdaj, ko so rezultati se nekoliko izboljšali, da v bistvu smo se dosti dobro vrnili na delež debelih pred korono. Ampak se načeloma izboljšuje. Ja, ampak medtem ko smo pa na ravni telesne zmogljivosti pa ful v zadnji. Kar je v bistvu zelo zaskrbljujoče. To pomeni, da imamo kar pomemben delež otrok, ki uravnavajo svojo maso z prehrano, niso pa dovolj telesno dejavni. In hec je pa v tem, kar je tudi zelo spodbudno sporočilo, je pa to, da seveda mi imamo različne gene in ti geni vplivajo, ali pa kombinacijo genov, ne, da bomo bolj natančni. Ta kombinacija genov vpliva tudi na našo presnovo. Mi imamo ljudi, ki lahko pojejo veliko, pa se jim to ne bo poznalo na masi. In imamo druge, ki dejansko imajo gensko zasnovo takšno, da bojo nagnjeni k debelosti. Ampak, če tudi je nekdo nagnjen k debelosti, je spodbudno to, da on lahko izjemno veliko naredi z zmogljivostjo. Trdni znanstveni dokazi kažejo, da nekdo, če tudi je debel, pa je zmogljiv, bo izjemno znižal tveganja za neke slabe zdravstvene izide. In to je ključno sporočilo. Se pravi, ključna je zmogljivost, ne debelost. Ne? In tudi obratno pomeni, mi lahko imamo fanta, deklico, ki izgleda telesno čisto ok, ampak če ta ni zmogljiv, je ogrožen.
In to ne ogrožen samo z vidika telesnega zdravja, tudi ne bo imel zmogljivosti potem za kognitivno delovanje, za razmišljanje, zaradi tega, ker nima baterij. Tu zdaj mi je še en preskok naredil noter, ampak sem navezal, upam, da navezal na to, kar si zdaj govoril. Ne. Zdaj, da te še enkrat pohvalimo, ne, si eden najbolj citiranih avtorjev, ne, v teh znanstvenih člankih. Jaz sem si malo pogledal, glede na to, da moja žena tudi dela v akademiji, ne, smo malo preverila, koliko si je po rangu, ne, če to vse drži, koliko mora biti, malo za šalo, malo za res, ne. Ampak jaz imam tule prav izpiske tudi, se pravi, ko si ti v teh svetovnih top revijah, ne, imaš en kup res citatov, se pravi, te ljudje res citirajo. Mi je pa zanimivo, ne, da si se na globalni ravni ukvarjal z debelostjo na eni strani, ne, pa na drugi strani s krvnim pritiskom. To je, rečemo, meni zelo padlo, tako bom rekel, v oči, ne. Ker so to obdobja od 75 do 15, kar se tiče pač krvnega tlaka, ne. Kaj si ti, glede na to, kar smo se zdaj pogovarjala tudi, ne, ko si rekel, ne vem, bojo potem velike težave ker vsak tretji umre zaradi krvnožilnih. Ja, saj to je povezano z telesno zmogljivostjo. Da mogoče kratek, samo 2 stavka okrog mojega raziskovalnega zanimanja. Ne. Jaz telesno zmogljivost se potem skušam prevesti in videti v izobraževanju, kako tu noter, te implikacije. Ne. Mene zanima telesna zmogljivost, to je dosti vezano na fiziologijo in tudi tukaj to konkretno študijo, ko si navedel, je globalna študija, kjer smo prispevali iz celega sveta noter podatke in je bilo narejen v bistvu ta pojavnost povečanega krvnega tlaka, kakšna je po različnih državah in tudi izdebelost. In mi imamo ravno zdaj tudi letos to vrstno študijo. In kako se to tudi povečuje? Tako, ja. Ker predvedevam, da se od 75 zelo povečuje. Logično se povečuje, zaradi tega, ker je zelo povezan z presnovnim sindromom, ki je povezan z zmanjšano telesno zmogljivostjo, s povečano debelostjo. In to je to, kar je trdno vzročno posledični dokazi. Čeprav tu noter pa ni gibalne aktivnosti noter merjene. To je parcialno, ampak je pa seveda ta posledica seveda obstaja. Ampak ravno tu je to, kaj je SLOfit tudi, to je treba povedati. SLOfit je edinstvena raziskovalna infrastruktura, sploh zdaj, ko smo naredili tudi za odrasle, ki nam bo omogočila v prihodnjih desetletjih, da bomo mi lahko pogledali vzročno-posledične odnose. Konkretno, recimo, koliko posamezna telesna zmogljivost, recimo kot koordinacija, koliko vpliva na koordinacijo v odrasli dobi in pojavom recimo nekih poškodb ali drugih izidov, ki bi lahko bili povezani s koordinacijo. In bomo lahko rekli, koordinacija pri 12-letni deklici pojasnjuje recimo 8% poškodb, ki nastanejo pri 50-letnicah. Teh študij zdaj ni. Zdaj so študije, ki so delane, so večinoma delane na srčno-dihalni vzdržljivosti. To, kar se zdaj pogovarjamo. Srčno-dihalna vzdržljivost je tesno povezana recimo tudi z hipertenzijo, visokim krvnim tlakom in drugimi v bistvu dejavniki, ki so za presnovni sindrom. Srčno-dihalna vzdržljivost je najbolj raziskovana, zato ker je tudi največ srčno-žilnih obolenj. Ampak mi smo prepričani, da tudi druge deli fitnesa, kot je recimo ravnotežje, pa koordinacija in tako naprej, so pomembni. Izkazalo se je, da ravnotežje je tako kompleksno, da v mladosti še ne pove veliko, da šele v odrasli dobi nekaj pove. Ampak koordinacija je recimo zelo zanimiv pojem, pa eksplozivna moč, koliko je ta pomembna, ker vemo, da recimo upada tudi veliko z starostjo. Tako da to nam bo omogočilo. In zdaj, če mogoče na prejšnje vprašanje, ko si me vprašal tudi okrog SLOfit odrasli, pa potencijala. Mi smo postavili ta SLOfit odrasli za to vizijo spremljanja vseživljenjskega spremljanja telesne zmogljivosti in seveda, da bi lahko konkretno se povezovali podatki staršev, otrok in tako naprej, tudi za intervencije seveda. In ambicije naše so pa korak po korak. Treba je vedeti tudi, ko se je delal ŠVK,
Ne vem, a veš, da je prvi poskus propadel? Si to že slišal? Ne, to nisem imel. Vem samo, da je leta 1940 se ne bi nekje štartalo, tu nekje. Ne, takrat so bile še naravni študije. V bistvu, v 70-ih letih je bila narejena baterija in jaz kot osnovnošolc se še spomnim, da sem bil takrat merjen. Tudi smo imeli v bistvu spirometrijo, pihali smo v val, ki je bil spodaj voda, da se je dvignil. Nekateri se bojo pa spomnili, to je bilo na parih šolah, ampak tista merska baterija se je izkazala, da ni izvedljiva, da je prezahtevna, da je bil merski instrumentarij, predvsem pa ni bilo informatizacije, da bi lahko dali povratno informacijo in je takrat zadeva propadla. No in potem je bilo kasneje leta v 80-ih, začetku 80-ih, je pa bila ena ministrica takrat na Republiki Sloveniji, takrat, ki je dala priložnost, takrat bil profesor Strel, je še vedno bil zelo vztrajen s tem, da je to prava stvar in je rekla, takole se zmenimo. Če lahko dokažete, da zberemo naključno šolo in da lahko v bistvu to izpeljemo v 2 šolskih urah, potem je to možno, bomo razmišljali o tem. In točno tako je bilo. Zbrali so eno šolo in so šli tja in so ta nov model, ki ga imamo zdaj tudi v 2 urah, ne, in je videla, da to gre in potem je dala 5-letno poskusno obdobje bilo in so v 5 letih od leta 82 do leta 87 to poskusno uvajali v vse šole in z letom 87 dejansko se je potem pa začel sistematično. Tako je. In zdaj, da grem na to zgodbo, ki jo imamo mi z odraslimi, mi tudi vemo, da ne moramo zdaj reči, zdaj pa gremo na vse odrasle v Sloveniji. Ja. Gremo korak po korak, ampak največ stavimo na to, da bodo šole recimo s časoma prepoznale vrednost, da bodo to delale za svoje učitelje. Mi smo trdno prepričani, da bodo morale šole začeti razmišljati o svojih učiteljih kot tistih ambasadorjih gibanja naprej za učence in bodo začeli razmišljati o zmogljivosti učiteljev svojih. Saj ni enostavno delati z mulci 5 ur na dan, ne? Saj smo izčrpani od tega. Ljudje, ki ne delajo v tem poklicu, ne vedo tega. Ne? Zdaj mogoče, ko je bila korona, so ugotovili, ampak po enem letu vsi pozabijo, kako to izgleda. No, in to je ena populacija, druga pa je seveda potem krajani. In če šola, ki zna, ki ima pogoje, ki ima prostor, ki ima pripomočke, ki ima kader, ne, bi bila sposobna v bistvu s pomočjo lokalne skupnosti recimo izvajati to vrstne meritve. Ti misliš, da bojo tudi kakšne firme se lotile tega? Smo že začeli. Da bojo zahtevali od svojih zaposlenih? Dobre, zahtevali, to ne vem. Ja, zdaj smo ravno končali en projekt za Pošto Slovenije, kjer smo jim tudi pokazali, kako bi se lahko lotili, ko so taki zanimivi obremenitve, tudi glede na različne ciljne skupine, ampak naš poklic bo imel prihodnost tega vidika, ker žal preveč sedimo, ne. Tudi šolo bo treba narediti drugače, ne takole, kot smo zdaj, veliko bolj gibalno dejavno za učence in za učitelja. Zdaj tu, če se vidimo malo konkretno, ker se vmes se dotakne, rečemo ravnotežja. Sem jaz tudi že parkrat razmišljal, ne, mi imamo zdaj, če gledamo športno vzgojni karton kot tak, ne, če gremo na hiter čez teste, se pravi antropometrična višina teže kožna guba, se pravi, da vidimo višino, težo, pa pač neko merimo tule v zadnji. Sestava telesa. Ja, se pravi, koliko je podkožne tolšče. Ne. Ja. Potem imamo pa motorične teste, zdaj ne vem, če se jih bom prav po vrstičem šel, ampak če mi gledamo skok v daljino, neka eksplozivna moč, tapping, koordinacija unilateralnega gibanja. Ja, ampak je v bistvu živčno-mišična povezava, medtem ko je poligon nazaj je koordinacija celega telesa. Ja. Skok daljino smo rekla, dviganje trupa repetitivna moč, vesel vzgibi statična moč. Vzdržljivost v moči, ja. Ja. 60 je hitrost, 600 je aerobna moč. Vzdržljivost. Ja. Ja. Sem kaj pozabil? Ja, enega smo pozabili, če si jih 7 naštel. Gibljivost. Aha, predklon na klopci, ja, gibljivost. Ampak tu notri res pogrešam to, kar si rekel. Ja, ravnotežjost pa natančno. Zakaj tega ni noter? Zaradi tega, ker se je izkazal, en doktorat imamo na to temo,
da dejansko ne moremo, nimamo dobrih, dobrih merske naloge in veliko nam ne pove ravnotežje v mladosti. Prvič, pri ravnotežju gre za dve dimenzije. Ena dimenzija je statično pa dinamično ravnotežje, drugo je pa v bistvu, kako bomo ravnotežje zaznavali. Recimo imamo z zaprtimi očmi, odprtimi očmi in to so takšne razlike, da je to nekaj neverjetnega. Ne? In z tega vidika smo ugotovili, da ko smo tudi skušali povezati neke stvari naprej, smo ugotovili, da ni smiselno. Namreč merska baterija, ko jo želimo imeti čim bolj racionalno, da ne bo nobenih odvečnih stvari, skratka sporočilne vrednosti nimamo dobre in zaradi tega nismo tega naredili. Natančnost je pa ena tudi od takšnih lastnosti, ki se nam ni, zaenkrat nismo jo, sploh moram priznati, resno gledali, da bi jo obravnavali in jo dajali noter in tudi nobena merska baterija jo nima sploh globalno gledano kot natančnost. Jo tudi nekateri malo povezujejo z nalogami koordinacije in tako naprej. Sej tudi je odvisno, kako to natančnost delaš. Ali gre za natančnost zadevanja z roko, ali gre z nogo. Vemo, da je veliko vezan na koordinacijo gibanja. Tako da se je že tu noter mogoče še dva stavka okrog spreminjanja. Mi smo izjemno konzervativni glede tega. Takrat, ko se je snovala ta baterija, to so bile takšne študije, ko si mi danes sploh ne moramo privoščiti. Res. To so takrat v 60-ih, 70-ih, 80-ih je naša fakulteta delala toliko študij o motoriki, danes niti slučajno, mislim, da se ne lažem, če rečem, da nimamo 5% študij, ko so se takrat delali. Takrat je bil to top zadeva preučevanja. In so izjemno veliko motoričnih testov gledali, kako se obnašajo na različnih starostnih in spolnih skupinah, so gledali veljavnost in zanesljivost in so prišli do tega. Zato dotikati se tega, kar so resno, to so par doktoratov, bi bilo neodgovorno, če bi hotel nekaj hitro spreminjati. To je en vidik. Drug vidik je, da zgubimo longitudinalnost, ne, pri posamezniku in pa presečne primerjave s temu reče sekularni trend pri populaciji, če bi mi zdaj šli spreminjati. Recimo, ena od kritik je test dviganja trupa, zaradi tega, ker ta test seveda poleg tega, da meri moč mišičja tudi trupa oziroma pač trebušnjakov, če rečemo laično, seveda si pomagamo z stegenskimi mišicami, zaradi tega, ker smo vpeti. Ja, ampak to je situacijsko. Situacijsko ni tak slab test, če gledamo. Ne? Poleg tega, da recimo, če bi gledali z vidika vadbe, je boljše, če noge ne bi bile vpete ali pa bi bile na višjem položaju, ampak mi trdimo, mi tega ne vadimo na ta način. Mi samo takrat testiramo in to testiramo mlado, zdravo populacijo, zaradi tega nikoga ne bomo poškodovali. Sam tu je meni tudi še eno vprašanje zraven, ko jaz ne vem. Zdaj, jaz, ko se prijavim v aplikacijo Moj SlowFit, pa pogledam, rečemo, svojega otroka. Na koncu imam tudi indeks gibalne sposobnosti. Indeks telesne zmogljivosti, ki je zdaj drugačen, kot je bil včasih XT. Ja, ampak ne, hočem eno drugo vprašanje postaviti. Ne. Znotraj tega, ko imamo mi zdaj vse te teste, ne, ali imajo vsi ti testi isto težo ali so različno obteženi? Ne. V bistvu razlika med, kar sem prej omenil, XT je ta, da je vseh 8 motoričnih testov, plus noter je še upoštevan tudi indeks telesne mase in pa kožna guba zdaj v indeksu telesne zmogljivosti. In vsi enako, nima nobeden drugačne teže. To je seveda lahko po eni strani pomanjkljivost in se je treba zavedati, kot strokovnjaki moramo to vedeti, ravno zato, ko govorimo, koliko je kjer test pomazan, pa ni pomazan. Ne vem, daljina, vemo, da tisti, ko so višji, imajo pač prednost. Drži, seveda. In z tega vidika, kot strokovnjaki, nam da to sam hiter pogled, ta indeks telesne zmogljivosti, potem pa moramo imeti podrobno gledati posamezen test. Ja. Zdaj, včasih je bilo možno, da so te teste, v bistvu, ko je fakulteta obdelala, je bil, mislim, talent skupina, kjer se je potem te, ki so bili, da rečemo zdaj, nad 95 po novih centilih, ne,
bi bili ponovno vabljeni na fakulteto za šport za dodatne testiranja, da se jim potem v bistvu svetovalo, v katere športe bi bilo smiselno iti. Zakaj tega ni več, ali bi bilo to smiselno vrniti nazaj? Ali? Mi še vedno, treba je vedeti, da mi na ravni doktrine to še vedno imamo. Vsak športni pedagog je dolžan otroka, ki je gibalno nadarjen, usmeriti in mu dati nasvete njegovemu staršu. In če mi ugotovimo, da je nekdo recimo v 90. nadcentilu, je smiselno za tem otrokom in njegovimi starši pogledati, recimo, kje v lokalnem okolju bi bilo smiselno za njega se športno udejstvovati. Seveda lahko pogledamo potem ravno po teh posameznih nalogah, kje je močen, ne, pa kje se da tudi najbolj napredovati. Na sistemski ravni pa tega nimamo, zaradi tega, ker takrat, ko je to bilo, so bile tudi nekatere stran poti. In takrat je bilo tudi na tem, da se sistem zruši. Kaj se je dogajalo? Na lokalni ravni je bilo tako, da so tudi nekateri klubi dobesedno dali še 100 evrov enemu športnemu pedagogu, da jim da seznam 10 najbolj visokih fantov, recimo, da so jih usmerili v športe, kjer je pač zahtevana višina, ali pa gibalno sposobni. Tako si ti šel v plavanje? Pa. Ne, nisem šel. Jaz sem bil pred tem. Jaz sem bil za športno vzgojnim kartonom merjen v 3. in 4. letniku srednje šole. Ne? Prej ne. Prej sem bil za tistim starim, ko je propadel. Ampak poanta je v tem, da se moramo športni pedagogi, pa tudi drugi strokovnjaki, ki dobijo pogled prek staršev, se moramo ful zavedati te odgovornosti. To so osebni podatki posameznika in zato je na staršu, ali jih bo delil ali jih ne bo delil. Ne? In zdaj, z vidika tega naprej, kaj je bil potem ta talent? Ta talent je imel potem neko množico še drugih merskih nalog, ki bi naj pokazali, koliko je nekdo uspešen, koliko bi nekdo lahko bi potencialno uspešen. Resnica je pa ta, ne, da je ta uspešnost v športu v bistvu zelo zapletena. Recimo, mnogo bolj kot to, da bi jaz lahko bil uspešen v smučarskih skokih, je bolj pomemben, ali jaz imam v lokalnem okolju sredino, da se lahko ukvarjam s smučarskimi skoki. Če jaz tega nimam, ne, potem je brez veze meni govoriti, da naj grem, ne vem, smučarske skoke ali pa hokej. Za otroka bom ja najdel neko priložnost, ki bo, če tako rečem, mamljiva in hkrati dosegljiva, tako za starše kot za otroka. Ne da bom zdaj razmišljal, to bi pa lahko bil nek eksotičen šport, ki ga imajo tam, ne vem, na obali in tako naprej. Treba je biti pragmatičen z tega vidika. Ne? In treba je vedeti, da to, da je nekdo uspešen v športu, je splet ogromnih dejavnikov. Ne? In večkrat se izkaže, da so ti dejavniki zelo vezani tudi na posameznika, na njegovo pripravljenost za delo. Ni nujno, da je toliko antropološki, recimo, vidiki. To je malo bilo šale. Je pa zelo zanimiv, meni bil tudi ten podatek, ko mi ga je kolega Starc povedal, ne, da ko so testirali, ne vem, ste letos tudi pridobili kaj podatke, zlate maturante, ne? Ja, nismo. Smo to v preteklosti. No, dej nam še te podatke, ker so meni bili toliko fascinantni, da bi mogoče vsem spodbudili tiste starše, ko jaz upam, da bo kdo tudi poslušal, ne? Da ne pustijo otroke v rani mladosti, ne se dovolj gibajo, ne pridobivajo dovolj gibalnih izkušenj za to, da bojo mogoče enkrat izkoriščali pa to pridobljeno znanje kje drugje. Ja, definitivno je pa to povezan potem, mislim, kar bi bilo treba izpostaviti staršem, je tudi naslednja stvar. Telesna zmogljivost je zelo močno povezana z športnimi znanji. Dvosmerno. Se pravi, če ti nimaš telesne zmogljivosti na določeni ravni, ne moreš osvajati nekih športnih znanj in kontra. Neka športna znanja rabiš, da boš ti tudi telesno zmogljivost dvigoval. To je takole. In zdaj, ko si se pa dotaknil maturantov, je pa še ena druga ideja, ko jo imamo mi za naprej. In sicer v času mature se nam zdi, da so ti maturanti in njihovi starši in vsi okrog njih popolnoma upledeni samo z učenjem. Mi smo pa prepričani, da bi lahko to učinkovitost učenja dvignali, če bi sistemsko oni takrat se tudi gibali. In bomo skušali v naslednjih letih iti v to, da bojo skušali ravno s tistim kodizajnom dijaki sami razmišljati, pa mogoče spremljati pri sebi, koliko se boljš počutijo, koliko so bolj sposobni se učiti, zaradi tega, ker bojo tudi gibalno dejavni. Pa kakšni so bili pa rezultati zlatih maturantov? Zlati maturanti so bili, zlate maturantke, zlasti dekleta, so bile na ravni v bistvu tisti, ki so bili v športnih oddelkih. Ne?
Se pravi, Potencial vrhunskega športnika je bilo več kot v 80%. tako je. Tako je, To je meni bilo pač eno zanimivosti. izjemen potencial zmogljivosti, ki se kaže seveda v tem, da vejo, kaj delajo, da so sposobne tudi potem učiti. Ne? To je... Tako da še enkrat, da jih poskušamo spodbuditi v gibanje. Mi dva smo že kar dobro zabredla v drug polčas, ker mi imamo to nogometno terminologijo. Zdaj mi pa tako bi vprašal, če mi dva gledamo zdaj ta športno vzgojni karton, pa potem to, kar smo zdaj predelovala, kje ti vidiš mogoče za naprej, da bi vseeno bilo najkrajša pot za to, da bomo imeli največji učinek lahko. Zdaj, mi dva ne govorimo v tem trenutku o nobenem vrhunskem športu, pa se lahko tudi znotraj tega ker smo že prej imela to burno temo, koliko je treba ozavestiti starša, ampak mislim, da vsi, ki smo športni pedagogi, vidimo veliko več plusov v nekem kvalitetnem življenju, se pravi, manj bomo verjetno jedli tablet, pa se pravi, jaz pri 50-ih ne rabimo zjutraj že 7-8 tablet za to, da zniža pritisk, pa holesterol, pa še čas kaj drugega, ki imajo isto neke stranske učinke, ali pa veliko stranskih učinkov in bi lahko to mogoče skozi leto, dve tudi odrasla oseba, se pravi, znižala riziko, da ga ne bo glih kap zadela, in se pravi, da bi hkrati pa tudi malo več vpliva imeli na najmlajše zaradi tega, da bomo imeli zdravo populacijo kasneje, ki bo pa, tako kot si rekel, da bomo dvignili nazaj na 0 ali pa mogoče 10%, da bo bolj sposobna kot je pa zdaj. Mi imamo v bistvu vse nastavke narejene in vemo, kako tega se lotiti. To je največja prednost, v bistvu, da res imamo znanje v Sloveniji. Se pravi, če mi v RAP-u uspemo popraviti stvari, bomo to na kratek rok, pač dokler ne bo recimo uveljavljena šolska reforma, če bo nastala, bi lahko dobili vsak dan uro kakovostnega gibanja. Hkrati imamo možnost obravnave tistih, ki so zdravstveno ogroženi od teh. Se pravi, mi smo naredili ta program skupaj z NIJZ in jih lahko identificiramo prek Slofita in jih vključimo še v dodaten program, kjer bo tretma tudi strani strokovnjakov, prehrane, zdravstva in tako naprej. A te lahko tudi sam eno umestno? Ker to vse, kar je zbirno, pač ponovno, ko sem v šoli, tisti, ki itak že 5krat trenira, bo ponavadi se ta odloča še za dodatno uro gibanja. Se prijeva do tega. Se pravi, tu je zdaj začasna zadeva, ki mi pa moramo delati naprej. Če hočemo rešiti problem tam pri izvoru, to pomeni, da moramo priti tako, da bomo zajeli vse. In to potem ni RAP, to pomeni, da je to pouk športne vzgoje vsak dan, zaradi tega, ker enostavno ne moramo staršem, ne moramo od njih pričakovati, da bojo otroci, ki zdaj niso zmogljivi, da bojo starši kar tako naenkrat iz njih naredili zmogljive. Vemo pa, da znamo in zmoremo to narediti v šoli. Osnovna šola je prostor, kjer se tega treba lotiti, kasneje je prepozno. In tudi prihaja do velikih socialnih škarij. Mi vemo, da so otroci, ki grejo v gimnazijske programe, prihajajo iz bolj situiranih družin in tisti, ki grejo v poklicne programe, iz manj situiranih. In se pravi, v osnovni šoli je treba tukaj to neenakost nasloviti, da je čim manj, potem v srednji šoli, tam pa moramo veliko stvari v bistvu popraviti, zboljšati, spremeniti. Tam, kot rečeno, bi zdaj šli skušati skupaj z dijaki stvari izboljševati, ampak to je treba delati hkrati, od spodaj, zaradi tega, ker če ne bomo od spodaj začeli, ne bomo rešili stvari. Potem sam polovimo par primerov iz tiste reke, reka je pa polna v narekovajih trupel. Sam zdaj, če še jaz malo popiham zraven. Zdaj, če mi dva gledamo, ne vem, prvo leto je otrok doma, vemo pač, da je že prvo leto zelo pomembno, kaj bo, kaj ne bo, kdaj bo plazil, kdaj bo se začel obračati, ovce pasti in tako naprej. Ampak, ko pa gledamo potem to obdobje, se pravi od 1 do 3, ko pa začne... Sej si ful napeljal na eno stvar, ki jo moramo pozoriti. Mislim, da bo zelo v prihodnjih dneh objavljen v prilogi revije Šport, smo skupina
športnih pedagogov, ki delamo se pravi, skupina je narejena iz tistih, ki raziskovalno delamo na naši fakulteti, pedagoških vseh fakultetah in pa ljudi, ki delajo v vrtcu, osnovni šoli in srednji šoli, smo skupaj oblikovali en dokument, Gibanje v šolskem vsakdanu, ki je vezan na vse druga razen na pouk športne vzgoje in tam je tudi vrtec noter. In ideja, ki jo imamo mi za vrtec, za to predšolsko obdobje je ta, da bi sistemsko začeli zaposlovati tudi športne pedagoge, zato da bi lahko v recimo več enotah s pomočjo letnega programa športa vzpostavili ustrezno gibalno klimo, gibalno vedenje v vrtcih. Tam imamo vzgojiteljice, ki so sicer zelo pripravljene običajno delati, vendar pa imajo nekako nižje kompetence in če bi lahko jim pomagali vzpostavljati programe, ne, bi bile tega vesele in tu je ta ideja. Že smo to tudi naredili na ravni, recimo tukaj v nekaterih vrtcih, so zadovoljni v zvezi s tem. Ker zdaj, jaz ponovno, ko gledam iz prve linije, rečemo, ko delam v šoli, ne, že problem učiteljic na razredni stopni je dosti težava v tem, da se one srečujejo predvsem strahovi poškodb. Kaj bo, če bo. Ne? Na eni strani in na drugi, kar pa kasneje pomeni na drugi strani, ne, da pa ona ne bo ponudila, ne vem, lovljenja, ker se lahko nekdo zaleti. Ne bo ponudila tega, zaradi tega, ker je možno, da se bo kaj naredi. Zdaj si se ful dobre teme dotaknil. Se pravi, v tem dokumentu smo se dotaknili tudi tako imenovane tvegane igre, koliko je pomembna za gibalno odraščanje otroka. Ja. In tukaj moramo vsi strokovnjaki, tako mi kot športni pedagogi, kot vzgojiteljice, razredne učiteljice, apelirati na starše, koliko je to pomembno. Ker tu gre za ta začaran krog. Starši brez veze zatežijo, da je otrok oznojen, umazan, da ima krasto. Mi pa vemo, da recimo brez kraste ni gibalnega odraščanja. Normalno, padec, se treba naučiti padec, to ni nič nekaj nenavadnega. In ko bojo starši dojeli, da delajo veliko škodo z temi preveč zaščitniškimi praksami, potem smo na pravi poti in moramo narediti koalicijo z njimi in razložiti, glejte, dragi starši, ja, če želite, tole je lahko prihodnost vašega otroka, pa jim jo naslikati. Tudi povedati, kaj pomeni to, da če vedno, kadar jim otrok nekaj zateži, da mu dajo mobilni telefon, v bistvu kak impuls mu dajo s tem. Kaj tudi delati, tudi starši nimajo več idej, kaj ko grejo na igrišče, kaj bi delali z otroki. Zaradi tega tudi razmišljamo mi o tem, da bi mogli recimo igrišča opremiti z QR kodami, da bi dali ideje staršem, recimo, kaj početi skupaj z otrokom na različnih napravah, ki so tam in tako naprej. Čeprav ne želimo ubijati ustvarjalnosti otroka, ker to je pa še en drug vidik. Najbolj bi bilo, če bi čim sam bolj raziskoval. Ampak najslabše pa je, če prideš na igrišče, pa če gre otrok staršu na klopco, pa na mobitel. Ja, to je itak. Hotel sem reči, da v teh dialogih, sej, če jaz izhajam iz sebe, jaz dostikrat rečem, mi na 1000 otrok bomo imeli enega starša, ki bo pač kompliciral. Ampak zaradi tega enega starša potem teh 1000... Ja, ampak ravno to je treba postaviti tako paradigmo, da ne bomo zaradi enega starša v bistvu zdaj spreminjali prakse, ki je v resnici dobra. Se je treba postaviti v to in dobiti ostale starše v koalicijo zadaj, pa predstaviti, ja, lahko se gremo to, lahko jih zavijemo v vato, pa nič ne delamo. Druga možnost je pa tole, dragi starši. Kaj mi strokovno zagovarjamo to priložnost za otroke, za to in za to, in stati za tistim. To je po moje pristop. Ok. Dejo je rekla sma, da sem vsem dotaknila dela nogometa tudi. Zdaj, ko si vmes omenil, koliko je bilo postavljeno, pa kdaj so bile postavljene te testi za športno vzgojni karton, je v bistvu meni zanimivo, da je dr. Elzner tudi že prvo je sodeloval pri teh in potem zelo podobno zadevo postavil za nogomet 40 let nazaj, pa še zdaj načeloma te teste uporabljamo, s tem, da meni je bilo zanimivo, mi smo vmes v nogometnem razredu
pa še ko smo imeli nogometni razred v Celju, pa z reprezentancami postavljali ravno ta ND model, kjer smo pa obtežili teste. Pa mi je bilo zelo zanimivo, da ko smo rekli 4,5 bo meja za reprezentanta, tisti, ki so bili na 3,8, 3,9, ni bilo šans, če je ta isti igralec po enem letu prešel cifro 4,2, 4,3, je pa kar naenkrat postal zanimiv. Ne? Ampak kje ti vidiš danes, rečemo, največji problem, ker jaz mislim, da to je moje mnenje, da je zelo podobno tudi v drugih športih, ne? Lahko pa rečemo, da se ima bolj dotaknila nogometa, glede na to uporabnost, rečemo, rezultatov, ki jih mi imamo in kje imamo potem mi probleme, rečemo, v klubih, pa v nogometu, zdaj konkretno. No. Ja, to je povezan z, recimo, usmerjanjem in specializacijo. Ne? Zdaj, en problem je v bistvu, v katerem času mi izvajamo neke tiste merske naloge in z kakšnim pedigrejem je prišel nekdo na tisto testiranje. Zdaj, recimo zanimiva ena naloga, ki je bila narejena tukaj in ki je bila za nas negativno presenetljiva, je bila ta, ki se je izkazalo, ko smo primerjali nogometaše, mlade z vrstniki, se je izkazalo, da spremljali so jih od 1. pa potem do 3. razreda. Ne? In hec je bil v tem, da že v 1. razredu tiste, ko so vzeli, so bili nadpovprečni, so bili boljši. Ampak po 3 letih, v bistvu z izjemo vzdržljivosti in enega dela moči, ti niso napredovali bolj kot vrstniki. Zaskrbljujoče je bilo to, da so celo nazadovali v primerjavi z vrstniki, recimo v gibljivosti, kar je lahko potem povezan seveda z večjo pojavnostjo tudi poškodb. Ne? In kar je pa bilo drugo zanimivo je, da recimo gibalne sposobnosti, ki so zelo pomembne tudi za nogometno igro, nismo videli, da bi napredovali bolj kot pa recimo njihovi vrstniki, ki niso bili, če temu rečemo, vključeni, selekcionirani in tako naprej. In to je recimo koordinacija, to je eksplozivna moč. Ne? To so tiste stvari, ko sem prej omenil gibalno inteligentnost. In tu bi predlagal na tej točki mogoče kot izhodišče, da se z nogometna zveza mogoče razmišlja, da bi skupaj šli v en raziskovalni projekt, kjer bi to na velikem vzorcu naredili. Pa pogledali, če to res drži, ker to je bilo narejeno pač na enem manjšem vzorcu, ker to bi dali ful dobro povratno informacijo nazaj trenerjem opsa, mi pa popolnoma zanemarjamo nekatere zelo pomembne segmente, smo preveč recimo orientirani v vzdržljivost, ki jo bomo lahko še delali tudi v nadaljevanju ali pa moč sploh, ko bojo otroci zrasli. No, zdaj pa drug problem, ki pa je tukaj, je pa to, da če mi dobimo otroka, ki je že tako in tako imel več gibalnih spodbud v mladosti, bo na tistih testih se boljš dokazal. Kar pa ne pomeni, da je to njegov potencial v bistvu res toliko višji. Poleg tega je tu še problem v bistvu dozorevanja. Nekateri otroci hitreje dozorevajo, drugi kasneje. Pri fantih recimo te rasni sunki so izraziti pri najbolj zgodnih fantih 10 do 11 let, načeloma pa kasneje, pri dekletih pa pri 10 do 11. 1 leto pa pol je v povprečju razlike, vendar so med posamezniki velike razlike. In v SlowFit imamo mi zdaj tudi s pomočjo umetne inteligence noter, ko smo skupaj z Jožefom Štefanom razvili, da lahko starš, tam ko je telesna višina, pogleda 2 stvari. Koliko bo končna višina tega otroka, ali otrok, če je v tem obdobju dozorevanja, prehiteva oziroma je običajno dozorel ali pa kasno zori. Ne? Ampak to je zgolj ocena, to je treba vedeti, zaradi tega, ker smo mi tako arbitrarno odločili, da smo rekli, ta tretjina po tistih podatkih, ki jih imamo ŠVK, je običajno, tretjina je zgodnje, tretjina pozno dozorevanje. Ampak to je tudi ful pomembno, zaradi tega, ker če mi vidimo skozi te podatke, da je otrok zgodnje dozoreva, potem je naš proces recimo tudi tega selekcije lahko popolnoma napačen. To pomeni, da smo mi izbrali tiste otroke, ki so bolj zgodnje dozorevajo in so kvazi športne zvezdice, ko jih pa ostali dohitijo,
so pa ti čist zafrustrirani, ker ne morejo v bistvu več dohajati tega. Ne? To se dogaja. Ne? Jaz se tu zelo strinjam s tabo. Tudi tu bom dve stvari rekel. Matjažu Jakliču bomo itak to predlagali. Tako da, Matjaž, priprav se. Druga zadeva pa mi je zelo zanimivo, bi te povabil na spletni strani NZS-ja, ali pa ti vmes link poslal. Ne? Je zdaj bila pri nas, ko imamo te letne seminarje, kot smo gostili Borussijo Dortmund, kjer pa oni v svojem procesu ravno te stvari upoštevajo in imajo tako narejen potem tudi proces treniranja, ko govorimo zdaj o velikosti otrok, ne, da vzamejo največjega pa najmanjšega iz iste generacije in jih v bistvu tudi ocenijo ne samo končno višino, ampak tudi kakšna bi bila hitrost tega malega, če bi bil tako velik, kot je ta velik. Ne. In potem imajo dva treninga, trenirajo v sebi enakemu, en trening imajo overload, en trening imajo underload, tako da pač tudi trenirajo z mlajšimi ali starejšimi in jih mešajo predvsem na tak način, da imajo po starosti in da teste v bistvu dobivajo s tem, da si lahko privoščijo, imajo nekoliko več. Se pa strinjam zelo s tem, da pri nas v nogometu preveč prehitro gremo v tekmovanje, ampak kak je tvoj predlog, ker imam zelo podobno občutke, tudi tako, ko smo pred oddajo že diskutirala, da gledam, da je tudi v drugih športih tako, ker če niso tekmovalno naravnani, ne, pa nimajo rezultata, en del je ta sponzorski, drug del je pa motiv. In meni se zdi dostikrat, da je večji problem motiv starša, se strinjam, kot pa motiv otroka, pravi, ker smo zdaj izgubili na turnirju, pa bi smo, ne vem, zdaj karikiral, mi smo NK Olimpija, pa bi mogli tule Slovana naklestiti pri U8 in bi mogli zmagati in zdaj smo mi izgubili in zdaj bomo menjali trenerja, menjali bomo pol ekipe, pa ne vem, kaj še vse bomo naredili, pripeljali bomo tiste, ki so pri U9 največji, najmočnejši in tako naprej. Jaz bom povedal nekaj, kar sicer nogometnim zanesenjakom ne bo všeč. Ne? In sicer jaz mislim, da otroci sploh ne bi smeli trenirati nogometa pri starosti 6 do 10 let. Jaz mislim, da bi mogla biti narejena taka ena zdrava koalicija med, problem pa je, da vsi športi želijo čim hitreje zakoličiti svoj prostor, ne? Pa upet noter v svoje sisteme neke otroke. Ne? Recimo, najbolj, če tako gledam z vidika gibalnega razvoja otroka, pa tudi z vidika tega, da bi res sproducirali neke dobre nogometaše, bi bilo to, da bi bili otroci vključeni najprej v neke osvajanje zelo širokih gibalnih vzorcev brez žoge. Recimo borilni športi, ki bi razvili mišiče trupa, kor zelo močno, in potem naprej gremo v ekstremitete, ko recimo imajo zelo dobro tudi malo šolo juda in tako naprej, ne, da bi spoznali gimnastiko zelo dobro, atletiko, tudi druga znanja, ki jih mogoče ne bojo koristili, kot je plavanje, vendar je to pomembno za gibalno inteligentnost. In potem, ko imamo pa mi dovolj zrele, dovolj veliko širino gibalnih vzorcev, pri 12 letih pa mi začnemo v bistvu z specialnim treningom nogomet, žoga in tako naprej. Seveda, mi oba vemo, da je to utopično. Ne? Malo se smijem, ja. Ampak na lokalni ravni kje? Ne? Pa jaz sem prepričan, da bi se dal narediti takšne neke koalicije, če bi imeli dovolj strokovnjakov, ki bi imeli vpliv na vodenje teh športnih sredin. Ne? Nogomet se zdaj predstavlja, vse mi delamo široko gibalne vzorce in tako naprej. To nogomet lahko deklarira, ampak ko ga pa greš gledati tisti program, bo pa vedno žoga noter. Vedno bo žoga noter in to žoga z nogo. Če pa pogledamo mi top nogometaše z vidika telesne pripravljenosti, kot je recimo Ronaldo in tako naprej, pa to pogledamo v bistvu, kakšne gibalne vzorce ima on, pa kje je on v višini in tako naprej. To ne moš natrenirati sam z tem, da za žogo delaš. Ne? To so tiste stvari, ko v bistvu grejo čez to razmišljanje, ki ga imamo mi ta hip. Dva komentarja bom ti tu dal. Eno je Nikola Vlašič, sem prav bojal. Oče, športni pedagog, hrvaški,
kjer je prvo judo, potem atletika in šele kasneje nogomet, ne, pa še dodatna širina. Ne. Drugo, naš kurikulum nogometni 6 do 10, se pravi pri 6 rečemo, da jih privabljaš v športne 6 do 10, široka, kjer bi morali spoznati vse športe. Ne. Ampak mi imamo glavni problem, ker se bomo srečevali, je, na klubu, ko ti prideš, je nogometno igrišče. Ne. Tam ni še zraven odbojkarskega, pa košarkarskega. To je en del, drugo je pa po moje precej primanjkljaj znanja. Pa da sem kar direkten, ker trenerji bi potrebovali, se pravi, večjo širino, se pravi, tu bi morali vključevati ali druge športe ali športne pedagoge, ki bi zraven lahko sodelovali, kar pa pomeni potem tudi finančno. Ja, sam ne pade na pamet recimo enemu nogometnemu klubu, da bi rekel, da bi se povezal z gimnastičnim klubom, pa da bi tam šli, ne? Ja. Ampak to je meni najbolj fascinantno bilo ravno v teh nogometnih oddelkih, ko je bil projekt, da bi ne bil 8 let in potem bi se ne zaprlo, ker bojo klubi prevzeli v oblikah nekih akademij, ne, zadevo, kjer smo imeli ravno to, ne, se pravi, imaš dodatno atletiko, imaš usmerjeno gimnastiko, imaš še ostale vsebine, prijemo vsaka generacija nogometnega razreda na koncu 2 ali pa 3 reprezentantje, ne, in potem se čudimo zakaj. Ne. Pa smo to govorimo gimnazijski program, potem se je to razširilo na ŠC5, če kaj poznaš. Oprosti. Ne, se delamo s plescem, pa tam... Ampak se pravi, tam lahko, če bom tako rekel. In meni je ravno to mi je, kdaj bomo mi prišli do točke, kjer bomo se lahko pogovarjali kot akademija. Tudi ne vem, jaz sem zelo navdušen bil nad knjigo Razpon, sem prepričan, da jo poznaš, ne, kjer isto ne govori o Rogerju Federerju, kako je začel pri 15 igrati tenis in kaj vse je predtem igral. Ampak kako prepričati družbo, to je rečemo tako vprašanje zate, ne, da mi ustvarjamo športnike za nas, vemo pa zelo malo športnikov, se pravi za publiko, vemo pa, da zelo malo teh, ki bo igralo, bojo vrhunski. In moram reči, da jaz sem imel, se ti bo že modil, ne? Vse v redu. Jaz sem imel pač srečo, bom tako rekel, da sem deloval v 2 prvoligaških klubih z mlajšimi kategorijami, ampak je bilo kruto, da smo se vseeno takrat pogovarjali, ti imaš generacijo, jaz sem imel kadeto generacijo 40 na začetku, po 14 dneh smo morali pač narediti razrez in smo se 20 zahvalili ali pa 22, ne. No, viš, to je meni zelo kruto. S tem, da smo poskušali imeti sodelovanje z ostalimi klubi, se pravi, da ne zaključijo, da jih preusmerite. Je pa problem, se pravi, motiva tu. Moram reči, da nekateri so potem vsem naredili lušno kariero, pa so pač prebrodili tisto eno leto, pa potem šli naprej. Ampak to je tekmovalni klubi, govorim, vsem prvoligaši, ne. Ampak kljub temu smo na koncu vsi trenerji se zavedli, če bo iz generacije, ki je dobro selekcionirana, ki je pobrana iz okoliških manjših klubov, 1 do 2 podpisala in živela, se pravi, mi ne govorimo zdaj Ronaldo, Messi, ne vem, da ne govorim Šeško, rečemo, pa kak tak igralec, mi govorimo o tem, da bo sploh imel možnost biti profesionalni igralec, ki bo igral mogoče za 1500 evrov. Viš, tu bi jaz rad, da bi naredil preskok naprej. In jaz mislim, da smo ga v Sloveniji sposobni narediti. In sicer, da skušamo omogočiti vsem otrokom neko pot. To pomeni, tistim, ki so zelo nadarjeni, skušamo omogočiti, da bojo ta svoj potencial razvili, pa bojo mogoče tudi prišli do podpisa pogodbe. S tem, da bi mogli zelo jasno predstaviti tudi staršem in otrokom, kaj to pomeni. Ker jaz ti bom že tako povedal, nekateri starši, zlasti tisti, ki so bolj izobraženi, si ne želijo, da bi njihov otrok šel v profesionalni šport. Ker rečejo, ne želim to za svojega otroka. Ker jaz želim, da bo moj otrok imel normalno odraščanje in da bo imel neko izobrazbo, da tudi, ko bo končal za športno potjo, da bo se ukvarjal, da bo imel nek poklic in tako naprej. Mislim, da staršem je treba, da tu nam res manjka tudi v nogometu dosti velik dela z starši izobraževanja, da se oni zelo dobro zavedajo, kaj to pomeni. Da bo imel podpisano pogodbo
da to ne pomeni nobenega blagostanja. Redki so tisti, ki bojo v bistvu z nogometom zaslužili, da bojo imeli za celo življenje preskrbljeno, pa še tisti je vprašanje, kakšno bo to njihovo življenje. Ker če so ti mladi v bistvu zapravili neke priložnosti za spoznavanje, ne vem, vrstnikov, navezovanje socialnih v bistvu stikov, vključevanje v družbo in tako naprej, lahko da bojo potem na koncu res imeli nek denar, ampak ne bojo srečni, ne bojo živeli v bistvu kakovostno. To je zelo pomembno. Ne? In v bistvu je treba povedati, da možnosti so recimo 1:20,000, da bojo podpisali profesionalno pogodbo. In evo, vprašanje za tebe. A veš, koliko časa v bistvu v povprečju traja tudi neka pogodba pri profesionalnih športnikih? Recimo, če tudi ti uspeš podpisati pogodbo, koliko časa misliš, da trajajo te v povprečju pogodbe? Pa jaz bi rekel 4 leta, 4,5. Ja, žal je manj kot 2 leti. Manj kot 2 leti. Manj kot 2 leti. Ne? To govorimo slovensko ali ne, govorimo globalno gledamo. Ne? Vse v bistvu nogomet je to globalen šport. To je eden od problemov komercializacije, da nam tudi te mladi takoj začnejo gledati okrog, ker bi bolj nogometno napredovali lahko pri nas, ampak bojo raje šli nekam v tujino, pa mogoče nikoli ne bo nič nastali z njih, pa ne bojo imeli izobrazbe, ne? Celo tako daleč kruti so sistemi, vem, da nekterih teh tujih klubi postanejo brezdomci. Vse to vam je verjetno znano, ko so jih pripeljali iz Afrike, pa potem jih zavrgli skozi sistem selekcioniranja. Ne? Zato je FIFA pol uvedla en kup mehanizmov, pa se še vedno... Ja, seveda, še vedno je problem za tega, ker je to pač posel. In ta komercializacija pač mora nogomet ves čas imeti v vidu. No, ampak če se zdaj vrnem, da bi mogli biti za vse. Meni je ful hudo, ko slišim, zdaj smo pa mi selekcionirali in smo jih pobrali samo recimo 20 naprej, ne? Kaj pa ostalih 20, ko je bilo? Jaz mislim, da bi mogli skozi sistem javnega financiranja najti tudi prostor za tiste. Iz 2 razlogov. Vsak je dragocen, ko se bo še športom ukvarjal, zaradi tega, ker je to družbeno koristno in individualno koristno. In za šport bi tudi mogli vedeti, da delamo veliko napak pri selekcioniranju. In je čist možno, da bomo dobili iz tistega, ko je bil kao na stranski tir postavljen, še koga, ko je lahko precej dober športnik. Ker to se dogaja, to ne smemo se slepiti, nismo tako dobri, da bi znali res vedno poselekcionirati najboljše. Recimo, ful dober primer je za mene letošnja ekipa Miamija, ki so imeli ne vem koliko na NBA-ju, veliko košarkarjev, ki sploh niso prišli na nabor, pa so v ekipi. S tem, da meni je tudi vseeno veliko faktorjev noter, zato prej sem omenil športni gen, isti avtor ima športni gen, kot ima razpon, in tudi tam znotraj v športnem genu se vidi pač, ne vem, trenažni proces, nekdo, ki ni bil izpostavljen trenažnemu procesu, ne vemo, kakšen ima potencial, ga moraš dati v nek resen proces, da pa potem videl in še en kup drugih stvari. Ampak meni vseeno generalno gledano, se zelo strinjam predvsem s tem, da jih moramo pripraviti na napor, komunikacijo v športu, se pravi reševanje konfliktnih situacij in tako naprej. V sekundarnem pa potem razmišljati o nekem vrhunskem športu, če nekdo kaže res neko veliko afiniteto potem, da bi rad bil vrhunski športnik. Ker točno to je, marsikdo sploh ne želi biti vrhunski športnik, bi rad samo pač se bil znotraj nekega procesa, kjer pač doživlja tisto, kar potrebuje, ali pa razvija zato, da bo enkrat, ne vem, pač uspešen lahko kasneje na študiju ali pa, ne vem, kot kvaliteten delavec, ne. Zdaj bi še kaj komentiral. Hotel sem samo to povedati, da to je strateška odločitev športne sredine. Jaz poznam klube, ne iz nogometa, ki so rekli, mi bomo dali prioritetu, so povedali tudi staršem, poglejte, pri nas je zadeva takšna, šola je zelo pomembna, tisti, ki ne bo imel šole poštimane, tudi ne bo mogel na treninge hoditi. Kultura obnašanja na športnih tekmovanjih jo imamo takšno in povejo zakaj. Zato ne dovolimo, da starši vpijejo na sodnika, zmerjajo ne vem kaj, tisti starš, ki tega ne bo upošteval, bo odstranjen iz tribune in tako naprej. Skratka, tu se da narediti stvari tako. Veš, kaj je meni najbolj žalostno? Moram reči, da večji, ko je klub, bolj ima urejene te stvari. To je meni najbolj zanimivo. Ko to lahko tudi reče, zdaj, ko smo snemali oddajo v Dinamu,
Ne? Smo bili dol v Zagrebu, se pravi, smo si pogledali nogometno šolo, sicer zelo hitro selekcionirajo. Bom pa rekel, oni imajo per U9, imajo cel Zagreb pod kontrolo, ne? In točno vejo in jih tudi povabijo 2 U9, rečemo. Ne? Ampak se pa vidi noter v klubu, je pa način komunikacije, pa spoštljiv odnos, je pa res na nekem drugem nivoju in se tudi ta pravila, ravno to, ne? Kako bo starše reagiral, hvala lepa, bo drug prišel, pač, če se ne boš držal teh pravil na tekmah ali ne vem, na igrišču ali ob igrišču, treningi so itak zaprti, noben starš ne more gledati, ne? Je to zelo rigorozno, mi je pa zelo fascinantno, ne? Moram reči, da ko pa gledam te turnirje najmlajših, zato velikrat, to sem vedno tudi na usposabljenih trenerjev povedal, pa še zdaj povem, na tekmi U9 največ kilometrov na tekmi nikoli ne naredi igralec, vedno naredi ena mama. Ker laufa gor pa dol, pa se dere, pa bo to ni to potrdil. Tako da to je pa, če ne, mogoče pa. Vsaj takrat so aktivni, veš. Ja. Ambiciozne mame. Upam, da nekdo ne bo zameril. Tu bi se še vsem, kje lahko v bistvu vsem klubi uporabljajo ta SlowFit? Se pravi, konkretno SlowFit program, bi lahko mogoče tudi aktivirali svoje člane kot navijače ali kot starše, zato da se zraven vključijo. Absolutno. Klub je lahko dejansko izvajalec tudi meritev za odrasle, ne? Da smo si na jasnem. Druga možnost pa je treba vedeti, da starši lahko dajo pogled trenerju v te rezultate. Samo vpišejo noter tam, ko imajo, komu želijo mail trenerja. In to lahko starši tudi ali samo administrator? Starši. Starš vsak lahko da komorkoli v pogled on želi. In lahko tudi kadarkoli oduzame, ker on noter v svojem profilu vidi, komu je dodeljen, ne, in samo on lahko dodeli. Se pravi, lahko da trenerju samo vpiše njegov elektronski naslov, če ta trener še ni registriran uporabnik, bo najprej prejel vabilo žeton, da se registrira kot uporabnik, če pa je že en drug otrok prej oziroma starš poslal, je pa že in bo takoj v bistvu se tudi njemu potem prikazal. In tako da bi trener lahko imel dejansko, če ima iz ene šole več otrok, lahko imel pogled noter v te rezultate. Zdaj, znotraj, nekaj sem prej še hotel, veš, pa mi je zdaj padlo, glede na to, kar sem jaz smel vse napisati. Hotel sem te to vprašati. Zelo fascinantno mi je, ker ljudje ne verjamejo, da športno-vzgojni karton, da se zdaj malo še tu nazaj vsem vrnemo, da je zelo velika povezava med rezultati športno-vzgojnega kartona in vedenjsko sliko mladostnikov. Ja, v bistvu je tako, ne. Recimo, ko rečemo rezultat v vzdržljivosti, ali je to vzdržljivost v moči ali pa aerobna moč, seveda je zraven tudi komponenta vztrajnosti. Vztrajnost je pa v bistvu psihološka dimenzija. In se je treba vedeti, da tisti, ki bojo pokazali to vrstne rezultate boljše, recimo ravno v teh 2 testih, lahko pričakujemo od njih tudi, da so zagriženi, da bodo vztrajali pri nekih stvarih, še posebej, če je to recimo tek na 600 metrov. Ne? In dejansko imajo tudi kapacitete večje za to, da so to sposobni narediti. Ne? To pomeni tudi, da so sposobni dlje časa učiti. Ja. Biti osredotočeni. In pridobiti več načeloma znanja, če tako rečemo. Drži. Tako čisto na fiziološki ravni, kot psihološki ravni. Kjer so pa pol uni razredi, ko imajo slabo koncentracijo, ampak zelo hitro reagirajo, pa veliko govorijo. Ja, kjer imajo pa oni pol izraženo. Ja, imajo, recimo to se vidi, tudi nekateri so eksplozivci. Ne? Se pravi, tisti, ki dobro daljino skočijo, pa imajo slabo vzdržljivost, se moramo najbolj bati v razredu. V bistvu je. Ali pa doma. Ja, se kažejo to vrstne povezave. Ja. Kaj pa gibljivost, pa gibljivost je pa zelo bipolarno povezana. Zakaj? Zato, ker mi lahko imamo posameznike, ki so dobro gibljivi, pa je to povezano z nizkim mišičnim tonusom in to je v bistvu slabo. Lahko imamo pa v bistvu gibalno zmogljive z nizko gibljivostjo, kar je pa sam kaže na to, da oni ne morejo izkoristiti svojega dobro potencijala. Naprimer, če gledamo nogomet, nekdo, ki ni dovolj gibljiv, ne bo mogel delati takšnih amplitud, kot bi jih lahko nekdo drug delal in tudi bo hitreje poškodoval. Recimo, tisto, ko je gibljiv, bo pri nekem padcu, seskoku in tako naprej imel manj možnosti za poškodbe, kot pa nekdo, ki ima
krajšo mišico in bo hitreje zaradi tega se poškodoval. Ne. Tako da ta gibljivost pri nogometu je zelo problematična. Bi bilo treba delati v bistvu prav na treningu gibljivosti, pa vem, da to ni enostavno, je tudi malo boleče, ne, sploh če so mišice v bistvu zategnjene, ampak potem, ko pa enkrat pridemo do neke stopnje gibljivosti, pa ko naučimo tudi trening gibljivosti te nogometaše, da jim to pride v kri, bo pa to lahko zelo velikim pomagalo. Tule imam pod vprašanje. A ti meniš, da se pravi, pri nas se zdaj zelo izvajajo predvsem vaje mobilnosti, ne? Ja. Kjer skriva tudi noter gibljivost, ne? Je to dovolj ali bi morali mi delati tudi trening prav gibljivosti? Jaz mislim, da bi bilo treba delati trening gibljivosti in jo vzdrževati. A nam lahko razložiš razliko za one, ko hec ne vejo? Ne, kje je hec? Ne? Ker v bistvu je hec v tem, da če mi pridemo že v starost, recimo 14 let, za določeno slabo gibljivostjo, ne moramo vzdrževati samo tiste gibljivosti, bo treba dobesedno zboljšati tisto gibljivost. Čeprav jaz moram reči, da to, kar mi uporabljamo zdaj v nogometu, se tudi povečuje gibljivost. Ste omerili? Ja. Potem... Tisti, ki izvajajo, moram reči, tisti, ki izvajajo. In kako pogosto izvajate? Testiranje ali kaj? Ne. V bistvu zdaj to vadbo, a je to vsak dan? Moram reči, da zdaj v dobro organiziranih klubih je mobilnost 10 do 15 minut vsak dan pred treningom. No, to je v redu. Tako da v tistih resnih klubih je zdaj valček, je že pred, potem je mobilnost in potem se šele gre na trening. Ne. Tako da se ta preventiva poskuša, v bistvu to je bolj kot preventiva. Ne. Ja. Se pa pridobiva, mogoče ne toliko veliko, ko bi se lahko z direkt treningom gibljivosti, ne. Poskuša se pa predvsem simulirati gibe ali pa amplitude giba, ki bomo mi uporabljali potem tudi kasneje, ne. Ker se je zelo velika korelacija pokazala dolžina zadnje stegenske mišice pa gibljivost kolčnega sklepa z rečemo križno vezjo. Ne. Se pravi, če je slaba mobilnost, je veliko večja bila verjetnost, da bo križna vez šla. Ne. Tako da tu znotraj, tu se zdaj moram, vsaj tako, ko jaz gledam, to ne vem, špokimo ali ne špokimo, ne. Vsaj v določenih klubih se zboljšuje, moram pa reči, da ko gledam teren, ne, je pa problem verjetno pri najmlajših največji. No. Se pravi, bolj ko se gre v resen trenažni proces, bolj se to izvaja. Problem, ki ga jaz vidim, je, da mlajši, ko so otroci, večja je gibljivost, zato ker še tudi niso mišičnega tonusa ni toliko in tako naprej, ne, sklepi še niso toliko obdani z kitami. In problem je ta prehod, ne, da skušamo gibljivost iz mlajše dobe čim bolj vzdrževati tudi v odraslo dobo. To je ključna zadeva. In se mi zdi, da z nogometnim treningom, vsaj tisto, kar sem jaz gledal rezultate, da se ta gibljivost zgublja. Se strinjam. Se pravim, bomo Matjaža porinili, da je to nekako, bomo kakšne študente najdli, pa bo šli po terenu. Ne, v bistvu moja ideja je, da bi lahko to, če bi dobili mi podatke od Nogometne zveze Slovenije, potem lahko mi v zbirki športno-vzgojni karton sledimo, naredimo poseben vzorec in pogledamo. Ni treba, da izvajamo nove meritve. Aha, se pravi, da se na obstoječih podatkih pogledamo. Se pravi, če mi zdaj ne vemo, kdo se ukvarja z nogometom. Soglasje staršev. Ja, se pravi, mi bi mogli dobiti imena in priimke recimo neke skupine otrok in bi pogledali njihove rezultate skozi leta nazaj in bi ugotovili, kakšen je bil njihov gibalni razvoj v primerjavi recimo s kontrolno skupino, ki bi naredili. Ne rabimo za to novih meritev delati sploh. V bistvu dokaj preprosto. Dokaj preprosto. Ja. Se pravi, rabimo sam bazo. Tako je. Urediti bi mogli mi. Kjera starostna skupina? Najbolj bi bilo, da bi vzeli jih od prvega razreda dalje, ne? In da bi dobili neko tako... Vem, ampak zdaj mislim, ti imaš itak v pogled za, če rečemo, tudi tistega, ki je zaključil gimnazijski program. Ja, ni nujno, ne? Zato, ker ni nujno, da bi vključen v meritve športno-vzgojnega kartona. Ampak če bi vi rekli, ok, imamo skupino nogometašev, vse bi lahko šli tudi primerjave, gledati, kaj je s temi, ki so danes najbolj uspešni. Kakšni so oni bili. Pa gledamo njihov gibalni razvoj v primerjavi. Mogoče bi bilo pa dobro na osnovi reprezentant gledati, 15 do 21. Seveda. Ok, vem, da se ti mudi, bomo počas zaključila. Jaz bi vsem, tu bi te še malo tako
poprosil, da še daš nekaj iz tega, kar ti ugotavljaš iz svojih raziskav, študij ali pa z ljudmi, s katerimi sodeluješ. Na eni strani se pravi starši, ki so vseeno temelj, neka osnovna celica, na drugi strani mogoče pa šole ali pa potem klubi, kaj narediti za to, da bomo mi imeli eno zdravo, sposobno osebo v kasnejšem obdobju. Ker sicer smo se zelo malo dotaknili, ampak če gledamo gibalno, koliko si sposoben, verjetno zelo vpliva tudi na neko psihološko stanje na eni strani, na drugi strani, če si ti gibalno sposoben, imaš tudi verjetno dobro samopodobo, pa še kaj zraven, ne. Se pravi, en kup zadev je tukaj se potem še zraven meša, pa da mogoče ne bi bil vsak tretji od kapi pa od infarkta Ja, zaradi previsokega pritiska. v bistvu je tak, odgovor je po eni strani zelo kompleksen, po drugi strani je pa lahko zelo enostaven. In jaz zelo enostavno bi rekel tako, če bomo mi najdli otroku neko zanimivo dejavnost, v katero bo vključen, potem smo naredili največ, kar lahko, da ga bo tista stvar vlekla. Ker mi lahko fantaziramo, pa rečemo, imamo sijajne neke programe, pa rečemo, dajte ga vključiti v, ne vem, od 4. leta starosti pa do 6. leta starosti v borilne športe, pa od 6. do 8. plavanje, bla, bla, bla. Samo to vemo, to ni realno. Kar bo najbolj pomembno bo to, če bomo mi najdli otroku neko športno sredino, da bo tja rad hodil, pa da bo to staršem v bistvu tudi dostopno, govorimo dostopno z vidika financ in logistike, to je ključno, potem smo naredili vse. In zdaj mi moramo vzpostavljati takšne pogoje. In jaz sem prepričan, da bi recimo lahko za šolsko reformo veliko naredili v okviru šolstva. Jaz sem pristaš razmišljanja o celodnevni šoli osnovni. Ne govorimo do 6. zvečer. Govorimo o tem, da bi lahko znotraj šole vsem otrokom ponudili enake možnosti dostopa do kakovostno vodene športne vadbe. In v takšnem konceptu bi seveda se povezali tudi z lokalnim okoljem. In lokalno okolje lahko pride z svojimi vsebinami tudi noter. Nagovori z nogometom, z orientacijo, z drsanjem in tako naprej, se vključuje, ne? In potem, če bo otrok pa najdel tako sredino, ki mu bo ustrezna, potem lahko pričakujemo, da bo prebrodil tudi tista leta, ki so kritična. Mi moramo vedeti, da do 12. leta gibalna dejavnost otrok narašča, potem pa začne zažito padati. Prehod iz osnovne v srednjo šolo je pa izjemno kritičen z vidika opuščanja vadbe v športnih društvih, klubih in tako naprej. Najprej za dekleta, potem pa 2 leti zatem takoj za fante. Mi imamo zelo redke, in to lahko kar preverite pri vas, kako velik osip je dejansko tistih, ki se z nogometom ukvarjajo ob koncu osnovne šole in ob koncu srednje šole. Razloga sta 2 sicer. Eno je, da v bistvu ti otroci izgubljajo interes ali pa se jim diversificira interes, to je boljši izraz, ne? Drug je pa, da jim tudi ne nudimo možnosti programskih, zaradi tega, ker nimamo več za njih sredine, ker selekcioniramo. Zato sem prej rekel, da bi mogli ponuditi dejansko skozi javna sredstva vsem tem, ki si še vedno želijo in so pripravljeni, če tudi na rekreativni ravni. Za nas bi mogel biti vsak v bistvu zelo dragocen, ko se želi, če tudi ni vrhunski, pa je zelo si želi igrati nogomet. Takšni so tudi lahko tudi zelo, zelo koristni na kasneje, taki mladostniki in tudi odrasle osebe, zato ker so zaljubljeni recimo v igro, jo poznajo, bojo ful dobri gledalci, ne sam kavčari, ampak bojo razumeli, ali bo to nogometna, ali bo to odbojkarska, ali kakršnakoli igra. Ne? Se tu je že prej, ne? Jaz vidim, da je zelo velik prelom pri tam 7. razredu, ne? Glede na to, ko lige gledam tudi. Ne? Imamo mi, ne vem, 4 lige lahko pri U13, pa imamo potem 2 lige v U15, da prijemo v eno ligo kadetsko, ali pa še tista zelo okrnjena. Ne? Tako da bomo imeli velike zadelati, na drugi strani je pa pač moje mnenje, pa vem, da je provokativno za marsikoga, ne? Ampak če je trener pravi, bo tudi zadržal igralce na igrišču. Ne? Se pravi, če pa ne, pa ne. Ja, ampak je vprašanje, če bo toliko ekip na voljo, ne?
da bojo lahko igrali. Gre se za kaj ti ponudiš igralcu, da prije na trening, kako bo se igral, kako se bo razvijal. Ja, se strinjam. Ali bom tako rekel, o eno tako primerjavo, ne, kam je že celo tole oddajo gre, ne, da ne v kak star slučajno mislil, da je treba otroka pelati na igrišče, pa sem vzeti štopercu, pa da ne teče 10 krogov, ne, ali pa 10 kilometrov, ne, ampak da mora iti ven se igrati, pa da mora včasih mu biti dolg čas, da bo našel igro, ki mu bo... To pa absolutno mi. Ki mu bo Starši so zanimiva, obsedeni s tem, da ne smejo slišati od otroka dolg čas mi je. Oni bi mogli biti veseli. Dolg čas je ful dober vzgib za ustvarjalnost. Ja. Jaz mislim, da bomo s tem končala. Ne? Tekmo smo odigrala, malo smo že v podaljških, štopam. Ful ti hvala za čas, jaz upam, da tem še lahko daj povabo v takole diskusijo. Veselje mi je bilo, to je tak mal drugačen način, ki mi je zelo všeč. To je pa tudi glavno, ne? Da si se fajn počutil. Pa upam, da so bile tista vprašanja, pod vprašanja glih toliko dobra, da je bilo ok. Ful ti hvala. Vi pa, jaz še od njim povem, ne, vi pa se vidimo kmalu, spremljajte nas, veste, kje smo, kliknite gumb za sledenje, na katerikoli platformi nas poslušate ali pa gledate, pa se kmalu ponovno vidimo. Lep pozdrav.